Spoštovani, če lahko kar začnemo. Kot je znano seveda iz priobčanja medijev, je bil sprejet zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008. Zakon je Državni zbor sprejel 18. 11. 2021, v parlamentarno proceduro pa ga je vložil Državni svet Republike Slovenije. Veljati naj bi začel 15. dan po objavi, to se pravi 15. 12. 2021. Namen Državnega sveta z vložitvijo tega zakona je bil obravnava problematike posledic izbrisa gospodarskih družb iz sodnega registra na podlagi določb Zakona o finančnem poslovanju podjetij iz leta 1999. Problematiko izbrisa podjetij v letu 1999 Državni svet spremlja od samega začetka, od sprejema Zakona o finančnem poslovanju, ki je omogočil, da se je povozilo korporativno pravo, da se je z rešitvijo za nazaj podjetnikom pripisala odgovornost, ki je po zakonu v času začetka svojega delovanja niso imeli, in Državni svet je že ves čas veljavnosti, se pravi od uveljavitve tega zakona do sprejema Zakona o popravi krivic to problematiko spremljal in se je nanjo zelo močno odzival. Zavedamo se, da je ta zakon, kakršen je sedaj sprejet, v bistvu neko minimalno zadoščenje za tiste, ki so jim bile krivice storjene. Verjamemo, da jim povrniti ugleda, denarja in možnosti poslovnega delovanja po tolikih letih ne moremo. Naš cilj pa je bil, da se škoda vsaj ne bi povzročala za naprej. Torej, uspeh je polovičen, zakon je bil v mnogih členih amandmiran, pot do poprave krivic je za tiste, ki so jih utrpeli, še dolga, verjamemo pa, da smo vsaj odprli možnost za začetek popravljanja teh krivic. Naj vas spomnim, da smo v Državnem svetu ob razpravi ob sprejemu tega škodljivega zakona opozarjali na vse posledice, ki so se dejansko potem tudi zgodile. Zakon je bil tudi predmet obravnav na Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki je kar nekaj členov razveljavilo, nikoli pa zakona v celoti. Ustavni sodniki, ki so o tem zakonu razpravljali oziroma odločali, so potem, ko so prenehali biti ustavni sodniki, kar nekajkrat komentirali to materijo in iz njihovih izjav se da razbrati, da je bil ta zakon očitno zelo močno podprt strani politike, ni pa popolnoma jasno, kakšne cilje je ta politika z razlastitvijo in trajno obremenitvijo gospodarstvenikov želela doseči. No, kakorkoli že, prišli smo do začetka možnosti reševanja. Jaz bi se ob tej priložnosti zahvalil najprej vsem tistim izbrisanim podjetnikom, ki so vztrajali. Nekateri so si v teh letih vzeli življenje, drugi so izgubili zdravje, večina njih je izgubila vse premoženje in možnost, da bi še kdaj do njega prišli. Nekateri še dan današnji plačujejo obveznosti iz naslova tega krivičnega zakona. Zahvalil bi se jim za to, da so vzdržali v tem boju za pravico in da se jim na koncu, da se jim da vsaj neko moralno zadoščenje. Nikakor v Državnem svetu ne želimo trditi, da so bila vsa izbrisana podjetja oziroma vse gospodarske družbe izbrisane po krivici. Trdimo pa, da jih je bila večina izbrisana po krivici. Trdimo tudi to, da so mnoga izmed njih v insolventno stanje prišla zaradi nekorektnega poslovanja
tudi podjetij v državni lasti in da je to dejstvo bilo ob uveljavitvi zakona spregledano. Državni svet se je vedno doslej in se bo še naprej trudil, da bo prisluhnil državljanom Republike Slovenije, ne glede na to, kateri družbeni skupini pripadajo, ko gre za njihove interese, ki jih na drug način v Republiki Sloveniji ne morejo realizirati, oziroma ko gre za oškodovanje javnega interesa, ki ga politika ali drugi ne naslovijo na pravi način. Ob tem se bi zahvalil tudi svojemu kolegu, državnemu svetniku Mitji Gorenščku, ki je tukaj za izbrisane podjetnike opravil veliko dobrega dela. Sodeloval je pri sami pripravi zakona, pri usklajevanju, pri iskanju kompromisnih rešitev in na koncu koncev smo prišli do vsaj parcialnega uspeha. Najavljam pa, da se pri tem parcialnem uspehu zagotovo ne bomo ustavili, ampak da bomo spremljanje poprave krivic nadzorovali zelo budno in da bomo v primeru, da se bo ta zakon poizkušalo obiti strani kateregakoli državnega organa, to poskušali preprečiti. Toliko z moje strani, če boste imeli potem še kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim nanj. Mogoče samo še predno odidem. Državni svet je vložil tudi zakon o popravi krivic o državljanom Republike Slovenije, ki so najemali kredite v švicarskih frankih. Ta zakon je sedaj v parlamentarni proceduri, obravnavan bo 19. januarja. Mislim, da bo to tudi en tak zelo human in zelo državotvoren dosežek državnega sveta, če tudi tistemu velikemu številu državljanov, ki so bili oškodovani strani bank, zagotovimo vsaj minimum njihovih pravic. Toliko, hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Naj začnem pri zaključnih besedah gospoda predsednika Državnega sveta. In sicer Državni svet je bil v zadnjem obdobju prepoznan kot organ, ki je občutljiv na krivice ljudi in se trudi, da bi te krivice tudi odpravljal. Počaščen sem bil in se zahvaljujem Državnemu svetu in tudi izbrisancem, da so se obrnili name za pomoč pri pripravi oziroma pri uveljavitvi tega zakona o odpravi krivic. Zato, da jim pomagam, sem se odločil iz dveh razlogov. En od razlogov je to, da so bili mnogi izbrisanci, mnoge pravne osebe, tudi člani Gospodarske zbornice, od koder jaz prihajam v Državni svet kot izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije. In smatram, da se moramo kot Gospodarska zbornica Slovenije prizadevati za interese naših, v tem primeru bivših članov, tudi v času, ko žal ne morejo več, ker so izgubili eksistenco, biti člani Gospodarske zbornice. Drugi nagib je predvsem nagib odprave krivic državljanom. Moram reči, da v vsem tem času, ko se je odvijal ta postopek sprejemanja zakona, najprej skozi Državni svet in kasneje skozi Državni zbor, da sem te ljudi pobliže spoznal, da so se me njihove krivice močno dotaknile, da so bile te krivice za marsikoga usodne, kot je bilo že povedano, kar se je kasneje odrazilo tudi v tem, da je bil ocenjena vrednost povračil oziroma odškodnin bistveno nižja, kot je bila prvotna ocena. Zame je bila izkušnja voditi ta postopek od začetka v Državnem svetu do
plenarne seje Državnega zbora, ko je bil zakon sprejet, izredno pozitivna izkušnja. Vesel sem, da kljub temu, da zakonsko besedilo ni optimalno, smo v 4. poskusu uspeli doseči nek kompromis, ki bo dobra podlaga za začetek uveljavljanja teh postopkov za odpravo krivic, to pomeni oddajanje zahtevkov za odškodnine, vkolikor pa se bo pokazalo, da smo kakšno stvar spregledali, pa računam, da bo možnost optimizacije tega zakona. Zdaj, v samem postopku je bilo res potrebno narediti ogromno kompromisov. Tukaj moram reči, da je bila pozitivna izkušnja z slovensko politiko. Ta zakon ni do take mere delil slovenske politike, kot jih mnogi drugi zakoni. Zelo dobra je bila koordinirana priprava amandmajev, ki so ta zakon v veliki meri spremenili, ščitili so tudi interes države, hkrati pa, se pravim, s končno besedilo daje možnost tem izbrisancem, da se jim ta krivica odpravi. Zadovoljen sem bil tudi nad glasovanjem v Državnem zboru. Moram reči, da me je presenečalo oziroma da so me razočarala nekatera stališča nekaterih strank, predvsem opozicijskih, kljub temu pa so zakon podprle tako pozicijske kot opozicijske stranke, kar kaže, da so v prvi meri na ta problem gledali iz vidika poprave krivic in niso iskali tukaj dodatnih razlogov za politično delitev. Tako da naslednja faza je, da se izbrisanci poslužijo poti, ki jim jo zakon daje, to je, da uveljavljajo odškodnino preko državnega odvetništva. Kako bojo ti postopki tekli, bo pokazal čas, kot sem že rekel, v primeru motenj ali zapletov bomo predlagali, da se z noveliranjem tega zakona te ovire odpravijo. Toliko v mojem imenu. Ja, mislim, občutek po več kot 20 letih nekega, pa recimo kar terorja nad podjetniki, smo prišli do neke rešitve in uvodoma moramo pojasniti, da smo zakonodajno pobudo, da je za samo zakonodajno pobudo največ zaslužen nesporno Državni svet s predsednikom Alojzom Kovšcem na čelu, ki je dobesedno, se pravi, verjetno v vseh teh 20 letih, 22, koliko že to traja, na nek način razumel v bistvu kot človek, kot državljan te države, da smo pred zakonom dobesedno vsi enaki. Kasneje se je v Državnem zboru ob sprejemanju tega zakona dogajalo tudi s temi amandmaji precej zadev, se pravi, tako kot sta že predhodnika pojasnila. Nesporno je, da je tudi SDS, se pravi stranka Socialno-demokratske stranke, na čelu z gospodom Danijelom Krivcem kot vodje poslanske skupine in poslancem Breznikom, verjetno največ zasluh, se pravi, da je bil ta zakon pravzaprav sprejet. Ne glede na to, se pravi, da so bili ti amandmaji, ki niso najbolj v korist oziroma v korist izbrisanim podjetnikom. Zdaj, če jaz sem prej tudi pred
ko smo se pripravljali na ta konferenco, razmišljal, kaj so pravzaprav danes ti podjetniki po 22 letih, ki so bili dobesedno popolnoma ob vse. Glejte, mi smo imeli do 99. leta smo imeli pravno zaščito. To je, glejte, nesporno, pravna zaščita je bila, se pravi, po zakonu o gospodarskih družbah. 99. leta se sprejme nek zakon, se pravi, ki nas porine nazaj, se pravi, za 10 let za nazaj so zakon uveljavili in nas po tem zakonu maltretirajo v bistvu dobesedno še danes. Glejte, pa pustimo zdaj, se pravi, jaz sem prepričan, da verjetno je tretjina ljudi, se pravi, ki je po uradnih statistikah izbrisanih, da je tretjina tistih, ki so res v bistvu potegnili najkrajšo. Ostala 2/3 so bili majhni podjetniki, nisem imel premoženja, nisem imel tega, ampak ta tretjina, ali pa tudi še manj kot tretjina, je pa nesporno, se pravi, pokasirala največje žrtve. Kaj se je to vse, dobesedno so pobrali tem ljudem vse in plače in penzije in hiše in stanovanja in avte in kaj vse, ampak, dajte, razumeti ta problem, razumeti, zato srž problema smo se zmeraj borili in dokazovali, kdo je nas razumel, skoraj nihče nas ne razumel, do pred kratkim, da je pač treba nekaj narediti, to je bil pač, nažalost, ta državni svet. Zdaj, verjetno bi jaz malo lažje odgovarjal tudi na vprašanje, jaz sem tukaj pripravil en kratek dopis oziroma podsjetnik, kakorkoli ga imenujemo, z nekaterimi vprašanji, na kar bi morala družba kot taka tudi odgovoriti. Zdaj, zakaj se je pravzaprav to zgodilo? Ta lobby, ki je to sprovociral ta zakon o finančnem poslovanju podjetij, in verjetno je tako močan in v pravosodnih organih in celo na ustavnem sodišču. Jaz mislim, da moramo tudi z nekaterimi imeni operirati. Ustavno sodišče je celo citiralo, v nekih svojih odločbah doktorico Nino Plovšak, ki je nesporno vrhunska pravnica, ampak ona je ta zakon pripravila, zakon o finančnem poslovanju podjetij. Potem pa je ustavno sodišče citira, da je to pač v redu, da tudi za nazaj velja zakon. Ne more za zakon, glejte, noben zakon za nazaj ne more veljati, razen najmo, sploh za nazaj ne more veljati, no, ker potem se podre celoten pravni sistem se poruši. Tako da, glejte, zasluge razumevanja celotnega problema so na kratko napisane na tem dopisu. Tukaj imam še tudi nekaj knjig, tisti, ki želijo se seznaniti z neko celovito tragiko vse zgodbe. Zdaj pa bi prosil, ker ta tematika je tako kompleksna, da se to težko predstavlja na takih pogovorih, to mora iti predvsem pa skozi vprašanje tisti, ki zakon oziroma ki tematiko poznajo. Bi prosil zdaj, če so kakšne vprašanja. Vse jasno. Ja, mislim, to so dokaj dosti strokovna vprašanja. Veste, zakon o gospodarskih družbah je začel veljati 93. leta. Zakon o gospodarskih družbah je natančno določal, kaj narediti, se pravi, če so podjetja postajajo nesolventna, neaktivna, in tako naprej. Točno določal. Se pravi, zakon je takrat, se pravi, naložil naloge in AJPES-u, zdaj ne vem, kaj se je takrat imenovalo, in pa sodiščem. Naloga je bila dana, se pravi, da ko se ugotovi, AJPES je dolžan sodišče obveščati, se pravi, da so družbe neaktivne, da so nesolventne in da ne poslujejo. Sodišče bi bile podolžne, se pravi, sprovesti, se pravi, ta likvidacija ali pa zaprtje firme. Tako. Glejte, takrat je bil potem rok dan zakon o gospodarskih družbah, ki je bil 93. leta, na 7 leta sprejet,
je bil dan rok prvo do pol leta, 1 leto, potem je bil pa podaljšan do konca 94. leta, se pravi, da je 1.1.95 je začel zakon ta veljati in od takrat naprej bi mogli, se pravi, te podatke spremljati in jih poročati sodišču. To, gledajte, po naših podatkih, do sprejetja zakona o finančnem poslovanju podjetij ni bilo na ta način, se pravi, likvidirano ali pa kakorkoli zaprto nobena družba, se pravi, da ti takrat niso opravili svoje naloge. Zakaj ne? Je to vprašanje verjetno za njih. Vzroki, kje se pa, gledajte, prav pravih vzrokov mi, tisti, ki smo bili takrat izbrisani, niti točno ne vemo. Mi smo transakcije imeli še 1 mesec, preden so nas izbrisali. Pa so rekli, ja, zaradi neposlovanja. Da je težko vprašanje, gledajte, ne vemo prav točno. Mislim, to v tej knjigi to bolj natančno opisuje, kaj je analizirano, se pravi, kaj je kronologija celotnega dogajanja, ampak bilo je, kot sem prej rekel, gledajte, ogromno družb je bilo, ki niso imeli nič, ne poslovanja, ne premoženja in nobene stvari. Se pravi, to bi človek razumel. Zakaj pa je sistem vse te družbe enačil? Tiza, ki imamo 400 zaposlenih, recimo, ko imamo tak primer, pa tiza, ki nikoli niti ni posloval, pa niti nobenega zaposlenega ni imel. Tu so zmetali vse v en koš in brisali dnevno toliko firm, se pravi, da to je bilo sploh popolnoma neobvladljivo. Za tiste, ki ne poznajo te problematike v podrobnosti. Sodišča, AJPES in sodišča niso opravila svoje naloge, ki jim jo je narekoval zakon, in prišlo je do tako imenovanih dolžniških vlakcev v slovenskem gospodarskem prostoru. Eno večje podjetje je bilo dolžno več manjšim podizvajalcem, te manjši podizvajalci so bili največkrat dolžni državi in svojim delavcem, in te dolžniški vlakci so se čedalje bolj podaljševali in z večjo hitrostjo vozili proti insolventnemu stanju. Zaradi neaktivnosti AJPES-a in sodišč, gospodarskih sodišč, ki so opustila dolžno ravnanje po zakonu, je situacija pretila, da bo pripeljala do kolapsa gospodarstva. In namesto, da bi sodiščem takrat naložili naj opravijo stečaje in ugotovijo, kdo je insolventen in predvsem zakaj je insolventen, so ubrali neko politično bližnjico in so na predlog gospe Plavšakove v državnem zboru potrdili zakon, s katerim se vsi tisti, ki so insolventni dlje časa ali ne, nimajo prilivov in odlivov na svojih transakcijskih računih, se jih izbriše. In potem imamo zgodbe, kot so Smelt, ki dolguje podjetniku, ki je bil sicer zelo uspešen, ekspanziven, dolguje ogromna sredstva, pogruntajo, da to podjetje, ki ima dolgove pri Smeltu, tam se stečaj vleče in vleče, pogruntajo, da je to podjetje insolventno in ga kratko malo izbrišejo. Izgubi podjetnik možnost terjati svoje terjatve, ker ni več pravni naslov, medtem ko pa njemu, pa vse te terjatve, ki so jih imeli drugi do njegovega podjetja, pa njemu osebno pripišejo. S tem je bilo prekršeno korporativno pravo, s tem sodišča niso izvedla stečajev, ki bi jih po zakonu morala, in s tem so isti koš zmetali tiste, ki so naredili druge dolžne, in te, ki so delovali pošteno in korektno in prišli v insolventno stanje zaradi tistih, ki so jih zlorabljali. Zdaj, bila bi velika špekulacija, če to izrečem, ampak si bom vseeno dovolil. Ta zakon je začel veljati kar takoj, ad hoc. Nekateri so dobro vedeli, da bo ta zakon sprejet, nekateri pa ne. Nekateri so se zbudili v trenutku, da dejansko njihove terjatve do drugih ne obstajajo več, njihovi dolgovi do drugih so se pa prenesli navkljub določbam korporativnega prava na njihovo osebno premoženje. Kdo je iz tega profitiral? Mislim, da se bo počasi s časoma tudi to razkrilo. Signifikantno je pa to, da je Ustavno sodišče o tem zakonu večkrat razpravljalo, da so posamezni členi bili razveljavljeni, nikoli zakon v celoti, in največja tragedija teh ljudi, kot gospoda, ki stoji tu zraven mene, je pa v tem, da je politika potem pripoznala,
krivičnost tega zakona, nihče si pa ni želel prevzeti odgovornosti, da bi obremenil državni proračun oziroma javne finance s poplačilom te škode. In s tem nojevskim zarivanjem glave v pesek smo pustili kar veliko število ljudi hirati na dolgi rok, enkrat je pa čas, da se to tudi popravi. Dlje, ko bi s tem odlašali, večja bi bila škoda tem ljudem povzročena in večje bi bile obveznosti države. Če bi to rešili že takrat, ko je državni svet prvič predlagal, danes take kalvarije ne bi imeli in tudi tolikšnih obveznosti država ne bi imela. Gospod je govoril o amandmajih, o 5. členu zakona, ki v bistvu njim zopet otežkoča in zmanjšuje možnosti za pridobitev odškodnine. Zato sem rekel, da smo na polovici poti. Če se bo izkazalo, da so bili amandmaji takšni, da bi čim bolj omejili državno odgovornost do teh oškodovancev, bomo v državnem svetu pa poskušali tudi to novelirati. Skratka, enkrat pa je čas, da se reče, če je politika in pravo državljanom naredilo krivico, se to more popraviti. In isto vodilo je tudi pri zakonu o popravi krivic kreditojemalcem v švicarskih frankih. Če državni regulator Banka Slovenije ni opravila svojega dela in dovolila toksične kredite, potem za to nekdo mora odgovarjati. Ne državljani z vsem svojim premoženjem, ampak nekdo drug. Hvala. To je izredno težko vprašanje. Vedete, ko smo mi opravljali neko analizo, oceno stroškov, ampak samo tistih stroškov, se pravi, ki so jih izbrisani podjetniki plačali iz svojega imena, iz svojega računa, ne iz firme pa to, se pravi, smo prišli do neke vsote 45 milijonov. Zdaj, veste, nihče v tej državi, oziroma nekdo ve točno, koliko je bilo izbrisanih, nekdo točno ve, mi do teh podatkov nismo mogli prijeti. Do teh podatkov nam niso posredovali niti Ministrstvo za pravosodje, niti za gospodarstvo, niti AJPES teh podatkov nima, tako da to je izredno težko. Ti ljudje so pa, bi rekel, frustrirani, se pravi, neodzivni, jezni, užaljeni, veliko večina jih pa sploh noče več sodelovati. Tako da ta ocena je bila nekje 45 milijonov in ta kolega, ki je ta ocena delal, je nažalost tik pred tem začetkom sprejemanja zakona tudi umrl in tako da to je ta. Še kakšno vprašanje? Ok, jaz se zahvaljujem. Glede, tukaj imamo še en par knjig, če hoče kdo, se pravi, tu je bilo neko gradivo pripravljeno za